Dame in gospodje, z nami je ena najbolje uvrščenih slovenskih pevk na Euroviziji in ena naših najbolj znanih glasbenih gastarbajterk, direktno iz Švedske, štajerska vanilja Maja Kevc. Pozdravljena, Maja, kako si kaj? Prišla si nazaj? A za zmeraj? Ne za zmeraj, za december, za vesel december. Samo za december? Ja. Veš, da sem že upal, ne? Ker smo te pogrešali. Zakaj si sploh šla? Zakaj? Zakaj? No. To, da me lahko pogrešate, če bi bila skozi tu, me noben ne bi pogrešal. Ja. Poslušaj, šla si kdaj, spomni me, odšla si malo po tistem, ko si uspela z eurovizijsko uvrstitvijo. Ja, že naslednje leto sem potem šla na študij v Rotterdam in potem sem se preselila. Na Nizozemsko? Tako. Tam študirala kaj? Petje. Se tam zaljubila, če prav vem? Zaljubila sem se na Švedskem, ampak ja. Čakaj, Nizozemska, Švedska, kako pa je ta relacija, kako pa se je ta selitev zgodila? Ta selitev se je zgodila, jaz sem v bistvu mojega fanta našla na YouTubu. Tako da, prvo sem se preselila v Rotterdam, potem sem pa rekla, veš kaj, ta zveza nadaljav, meni nekako ne. Ampak tudi to najbrž, da se zaljubiš na YouTubu, ni najbrž recept za srečo. Je kar riskantno, bi rekel človek, ne? Kot se je kasneje tudi izkazalo. Vse nama je šlo kar dobro, v bistvu zelo dobro, nekaj let. Veš, kaj me zanima? Na hitro, spomnim se tistega čudovitega obdobja, ko se je v Mariboru tam leta 2010, lih takrat, ko si prvič se pojavila v javnosti, ko si zmagala na tekmovanju Slovenija ima talent, premagala april. Takrat se je v Mariboru dogajalo neko tako mini gibanje znotraj slovenske popularne glasbe. Povej mi kaj več o tem. Govorim seveda o skupini Papir, o Roku Vilčniku. Tako. Ja, se ne vem, kje ne začnem. Jaz sem v bistvu njihovo glasbo slišala že prej, zaradi tega, ker je pred mano pela pevka Mirna Bogdanović, z mojo učiteljico petja Ano Bezjak in te skladbe, ki je tudi pela, ja, potem tudi kasneje z mano v Papirju in nekako so mi bile te pesmi blazno všeč in ko so me povabili v sodelovanju, je bilo to a no-brainer. In ko si bila ti pevka, nisi bila prva pevka te skupine, ko si ti bila pevka skupine Papir, ste posneli tudi ploščo. Tako je, ploščo z naslovom Po viharju. Kako se spomniš teh časov? To so bili eni zelo lepi časi, ampak tudi zelo eni intenzivni časi, tako da ti nastopi so se potem zelo mešali z mojimi nastopi in sem potem na koncu morala se odločiti, no. Veš, da sem kar nekako vedel, da boš rekla, to so bili lepi časi. Zakaj si potem šla? Ker so zdaj še lepši. Zdaj živiš na Švedskem. Tam ljubezen, tipček, parček, bla, 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 kako lušteno, zdaj ni več. Kaj počneš zdaj tam in zakaj si še tam? Ja, v bistvu nisem vedela, v kaj se podajam, ko sem se preselila, ampak vedela sem, da ima Švedska zelo razvit trg za glasbo in da je tam zelo visok nivo produkcije in potem sem rekla, veš kaj, to je v bistvu meni pisano na kožo, to je država, v kateri jaz moram biti in to je ta glasbena scena, v kateri se želim. In tam gradiš kariero pevke ali glasbenice sploh? In pisateljice pesmi. Tako. Mende, da sodeluješ tudi s temi korejskim novim valom, s korejskim punkom, tako rečeva. S korejskim pop-punkom. Ja, to. Ja, res je. O tem tudi nisem vedela čisto nič, preden sem se preselila, tako da potem, ko mi je bil ta svet predstavljen, sem rekla, wow, no to je pa nekaj zelo drugačnega in glede na to, da jaz izhajam iz soula R&B-ja, kjer je v bistvu to zelo popularno, sem si rekla, veš kaj, sounds like a perfect plan. Švedsko si se naučila? Ja. Kako dobra si? Se lahko prešmuglaš, ne da bi to kdo opazil, če furkalejo? Ja, če nimam ravno intervjuja na televiziji, mislim, da se kar... Tudi poješ v švedščini? Redko, ampak se zgodi. Prav zapisal sem si 4 pesmi, da te malo potestiram. A bi mi znala zapet, ampak v švedščini, recimo, med iskrenimi ljudmi? Med iskrenimi ljudmi. Švedščini! Mellan de ärliga folk händer det aldrig att lögnet viner.
Men det gäller ju de andra. Kaj pa, A čakaj, ti dam drugo nalogo. Kaj pa ti, moja rožica? Ne znam, je kruhan padel iz glave. Mi lila bluma. Njet, lep dan za smrt. Jezu, čakaj, da se zdaj sploh spomnim, kako gre to na... Pa tako lep dan je bil, ne več let za smrt. Det var för vacker dag, för vacker för döden. Ok, eno lažjo. ABBA, Dancing Queen. Jesus Kristus. You are the dancing queen. Du är den dansade drottningen. Söt och ung, bara 17 år gammal. Maja, hvala lepa. Dio, pridiš kdaj. Stari. Maja Kevc.